Tisti, ki ste poslušali verjetnost kdajkoli pri meni, boste nekatere primere spoznali, ker jih uporabljam tudi na predavanjih iz verjetnosti. In paradokse sem izbral zato, ker so zabavni. In kot bomo videli, so ti paradoksi tudi prispevali k razvoju verjetnosti. Zato, ker ljudje vedno iščejo razlage za paradoksalne situacije, stvari, ki na prvi pogled izgledajo protislovne. In potem bomo videli, da ko se stvari prav formulira, da ti paradoksi večinoma izginejo, da izvor teh paradoksov, izvora sta dva, ali so čisto navadne matematične napake, recimo napačno preštevanje. To je ena možnost. Drugo je pa, da je skrito to, da manjka informacija. Tako da vam nekdo pove neko besedilo, v katerem manjka nek košček informacije, in potem vsak po svoje lahko tisto informacijo interpolira v svoji glavi. In če jo interpoliramo v svoji glavi, ne da bi se tega niti prav zavedali, lahko pridemo do drugačnega zaključka. In oba zaključka s tisto interpolacijo, ki smo jo naredili v svoji glavi, sta pravilna, ampak če ga ne eksplicitno povemo, pa stvar izgleda kot paradoks. In zdaj tukaj je en kratek povzetek, o čem bom govoril, dosti se bomo tudi igrali z računalnikom. Najprej poglejmo, kaj v resnici stvari sploh pomenijo. Kaj pomeni beseda paradoks in odkot prihaja? In tukaj sta dva povzetka. Prvi je iz SSKJ, iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, kjer je definicija paradoksa. Beseda prihaja iz grščine, paradokein, dokein je misliti, in paradokein pomeni nekaj, kar je zunaj tistega, o čem lahko mislimo in razmišljamo. Danes se uporablja pa v tem, da besedo paradoks uporabljamo za neko protislovno izjavo, oziroma izjava, ki izgleda protislovna sama v sebi. Tako da, ko bomo govorili o paradoksih, se moramo zavedati, odkot ta beseda pride. In takole, zdaj, če gremo naprej, kaj pravzaprav je verjetnost? Zdaj, to, kaj v resnici je verjetnost, še vedno buri duhove. In ni dokončnega odgovora na to, kaj verjetnost v resnici je. Matematiki si tako operejo roke, kot Ponci Pilat postavijo aksiome in rečejo, ti aksiomi so naša štartna točka, in potem formalno iz teh aksiomov izpeljujemo stvari. In se ne ukvarjamo več s tem, kaj je v resnici resnični pomen verjetnosti. Če ste pa statistik, ali pa če ste statistični fizik, ali pa če se ukvarjate z finančno matematiko, se morate pa malce bolj resno vprašati, kaj to verjetnost sploh je. Obstaja dosti knjig, ki so jih pisali avtorji od matematikov do filozofov, in dokončnega strinjanja glede tega, kaj verjetnost pravzaprav je, ali sploh obstaja, ali stvari izgledajo naključne zato, ker nimamo vseh podatkov, ali je naključnost resničen filozofski pojem, ki ga moramo sprejeti, tega nihče ne ve. Ampak tako za praktično razumevanje verjetnosti sta pa dve možnosti. Ena možnost, ki jo matematiki bolj uporabljajo, je to, da je verjetnost delež primerov, ko se nekaj zgodi v ponavljanju eksperimentov. Najbolj preprost primer je, vi pač mečete kovanec in po dolgem nizu metov kovancev se bo delež
metov, ko smo dobili grb, stabiliziral okrog neke vrednosti. In to je potem naša intuicija, kaj je to verjetnost, da pri metu kovanca dobimo grb. To je enostavno. Lahko pa tudi verjetnost razumemo kot neko subjektivno oceno stopnje, do katere nečemu verjamemo. Recimo, če rečemo, verjetnost, da bo jutri deževalo, je 50%. Tega eksperimenta ne moremo ponoviti. Ne moremo imeti zelo dolgokrat ponavljati eksperiment jutri, ker se to ne da. Jutri je samo enkrat, potem je danes. Tega eksperimenta ne moremo ponoviti. In v tem primeru nimamo druge izbire, kot da temu pripišemo pač neko subjektivno veljavo. Če kdo želi kazalce na knjige, ki govorijo o tem, da si moramo pač ustvariti glede na to, kje verjetnost uporabljamo, neko mnenje o tem, kaj verjetnost je, vam lahko dam na koncu predavanja. In kot rečeno, večina paradoksov nastane zaradi matematičnih napak ali zaradi nepopolne informacije oziroma nepopolnega zapisa nekih matematičnih dejstev. Pa začnimo z enim zelo preprostim, ki ga pogosto uporabljam na predavanjih kot izhodiščni primer. In gre za neko igro na srečo, ki je zelo preprosta. Zdaj, vsi vemo, da igre na srečo delujejo na tak način, da vi morate nekaj vplačati, temu se navadno reče stava, potem se zgodi nekaj, ali se mečejo kocke, ali se delijo karte, ali se vrti ruleta, ali vlečete na slot strojih tisto ročico, pač nekaj od tega se zgodi in glede na izid potem dobite neko izplačilo ali pa stavo izgubite. Zdaj tukaj ne bomo šli v razpravo o tem, v čem je privlačnost iger na srečo, ampak bomo vzeli igre na srečo kot motivacijo za verjetnost. Res je tako, da če pogledate v preteklost, je večina zelo zgodnjih knjig, ki se ukvarjajo z verjetnostjo, knjig o igrah na srečo. Zelo daleč nazaj je prva, ki je zdaj stara že 500 let. Jo je sicer izredno težko brati. Jaz sem poskušal razbrati, o čem govori Girolamo Cardano v svoji knjigi in je skoraj nemogoče razumeti. Kasnejše knjige so nekaj lažje. Prvi, ki je pa verjetnost res zapisal v obliki, ki jo danes poznamo, je bil pa francoski matematik Laplace. No in tukaj je ena preprosta igra na srečo, ki je bila popularna v Italiji v 17. stoletju in vi ste pač nekaj plačali, potem ste vrgli 3 kocke, pa stavili na skupno število pik na vseh 3 kockah. In glede na to, ali je potem tisto število pik prišlo ali ne, ste dobili izplačilo. In ti italijanski kockarji so radi stavili na števili 9 in 10. To se pravi, da skupno število pik, ko boste vrgli 3 kocke, da bo 9 ali 10. In kar so vedeli, je to, da ti dve igri na srečo nista čist enaki. V tem smislu, da nimate čist enakih možnosti, da zmagate v tej igri na srečo. In imeli so zelo dosti tega, čemur danes rečemo empirično dokazno gradivo. Zdaj, kje so ga dobili, si lahko samo predstavljate. In oni so imeli neko svojo teorijo, po kateri naj bi bili ti dve igri enakovredni. V resnici so pa iz svojega empiričnega dokaznega gradiva videli, da temu ni tako. In poglejmo si njihovo teorijo. Naredili so to, zapisali so vse trojice, ki nam dajo vsoto 9 oziroma vsoto 10.
To je pač preprosta reč in pri tem so hoteli biti zelo hoteli imeti red in so vse te trojice napisali v naraščajočem vrstnem redu. In ker je takih trojic v naraščajočem vrstnem redu enako za eno in drugo vsoto, so sklepali, da bi morali biti te dve igri na srečo enakovredni. In kako zdaj to, da se teorija ne sklada s prakso? In zato, da rešijo tole igro na srečo, so poklicali na pomoč nekoga, ki ga v tem kontekstu najbrž ne bi pričakovali. In sicer jim je paradoks rešil nihče drug kot tale. To je Galileo Galilei. Njega so vprašali, da jim pojasni, zakaj se njihova matematična rešitev ne sklada z empirično prakso. In Galilej je naredil nekaj zelo preprostega. Tukaj vam lahko pokažem. Galilej je vzel list papirja in je rekel, napišemo vse, kar se nam lahko zgodi pri metu 3 kock. To je mogoče trajalo pol ure. In če pogledate, je tukaj njegov spisek, ki sem ga jaz sicer računalniško napisal. Začne se z možnostjo 1, 1, 1, tukaj čist na levi, malo slabše se vidi. In potem napišete vse možne trojice pri metih 3 kock, vse dol do zadnjega izida, ki je 6, 6, 6. In vsi vemo, že iz srednješolske kombinatorike, da je vseh možnih takih trojic 216. Vsi se spomnite nalog iz srednje šole, če imate 2 hlač pa 3 srajce, na koliko načina vse lahko oblečete. Temu se potem reče bolj umetelno v matematiki osnovni izrek kombinatorike. In če imamo na vsakem koraku neko število možnosti, je potem vseh možnih zaporedi teh korakov kar produkt možnosti na vsakem koraku. In tukaj na vsakem koraku izberemo število med 1 in 6, kar pomeni, da vseh možnih izidov je potem 6 krat 6 krat 6 in 6 na tretjo je 216. In ko enkrat tale spisek imamo, se moramo vprašati tole. A verjamemo, da je vsaka od teh možnih trojic enako verjetna? A vemo to? Je smiseln privzetek. Zdaj, na vsezadnje so kocke fizični predmeti, ki niso idealno izdelani in ne moremo dokončno verjeti, da je to res. Ampak kot smiseln privzetek pa lahko rečemo, da ko bomo vrgli 3 kocke, bo prišel eden izmed teh 216 izidov in vsi so enako verjetni. In če to verjamemo, potem postanejo verjetnosti deleži ugodnih izidov med vsemi izidi. In potem pa lahko preštejemo. Zdaj lahko gremo prešteti, koliko je takih izidov, ki nam dajo vsoto 9 in koliko je takih izidov, ki nam dajo vsoto 10 ali kakršnokoli drugo vsoto. In Galilej je to naredil v pol ure in njegova rešitev je zelo preprosta. Zdaj lahko rečemo Galilej count, pa me bo vprašal, kaj moramo preštevati, pa rečemo, da bomo prešteli vse trojice, ki imajo vsoto 9, rečem 9, pa mi jih vse navede, pa se šteje, takih je 25. Se pravi, od vseh na tem velikem spisku 216 izidov je 25 takih, ki nam dajo vsoto 9. In zdaj lahko gremo prešteti pa še desetke. In spet nam jih lahko navedemo, vse po vrsti preštejemo, jih je pa 27. In iz tega potem vidimo, da je enako, da je vstava na vsoto 10 nekaj boljša kot vsoto 9, ker je nekaj bolj verjetno, da dobimo vsoto 10, kot to, da dobimo vsoto 9. In s tem paradoks izgine. Ni nobenega paradoksa, ni več nobenega neskladja med teorijo in prakso.
ker vemo, da je verjetnost, da dobimo vsoto 10 zdaj nekaj večja, je 27,216, za vsoto 9 je 25,216 in razlika med igrama obstaja. Zdaj, eno zanimivo vprašanje, ki ga navadno postavim na predavanjih, je to. Razlika v resnici ni zelo velika, 2,216, to je mogoče 1%. In kako dolgo so morali ti kockarji igrati, da so razliko opazili? To je pa statistično vprašanje, da so razliko opazili tako, da so bili sigurni, da razlika je. In to je vprašanje, ki spada potem v vprašanje, kako velike vzorce rabimo v statistiki, da zaznamo razlike in se izkaže, da bi morali precej dolgo igrati, da bi to razliko opazili oziroma da bi bili vsaj kolikor toliko prepričani, da razlika je. Takole. Se pravi, to je prvi preprost paradoks, ki v resnici ni paradoks, izhaja samo iz tega, da smo napačno preštevali. Če gremo nazaj na tisti spisek, ki smo ga prej gledali, tale spisek, ki so ga imeli kockarji, narobe so preštevali zato, ker ta števila lahko samo še permutiramo in bi morali permutacije zraven šteti in zraven še paziti na to, da če ste številki enaki, permutacija ne šteje. Ampak je lažje kar tisto narediti, kar je naredil Galilej. Pač napišete spisek vseh možnosti, pa preštejete. Zdaj, preštevanje lahko postane zelo komplicirano. Tukaj je bilo preštevanje preprosto, ker smo ga naredili naravnost. Lahko bi ga naredili na roko, ni treba računalnika. In če pogledate današnjo verjetnost, v resnici izhaja iz tega preprostega primera. Ko danes govorimo o verjetnosti, je prvi korak, ki ga moramo narediti, vedno, da zapišemo vse možne izide nekega eksperimenta, ki vključuje naključnost. Tukaj je eksperiment med 3 kock in smo morali napisati vse možnosti, ki se nam lahko zgodijo. Potem v matematični disciplini, ki se reče verjetnost, potem temu rečemo množica vseh možnih izidov oziroma prostor vseh možnih izidov. In dostikrat se to pozabi, kot bomo videli v neki naslednjih paradoksih. Gremo na naslednjega. No, to je še povzetek tega, kar sem zdaj rekel. Galilejeva rešitev je zelo preprosta. Včasih se izkaže, da mora priti nek zelo velik človek, da najde zelo preprosto rešitev. In nauk te zgodbe je, da ne smemo pozabiti razmišljati o tem, kaj so vsi možni izidi. Da kakšnega ne pozabimo ali pa da imamo nepopoln spisek, to lahko vodi do paradoksov. Zdaj, naslednji je tale. Naslednji paradoks je izhajal spet iz neskladja med teorijo in empiričnim dokaznim gradivom. In empirično dokazno gradivo je bilo enako kot prej. Zdaj, tale plemič Demere je bil Vites, je bil njegov plemiški naziv, je bil nek francoski plemič, ki se je ukvarjal s politiko, pa malo z matematiko. Trdil je, da je našel fundamentalno napako v matematiki in da bo s tem matematika se zrušila sama vase, ampak tiste fundamentalne napake ni nikoli objavil. Tako da je za prevzeti, da je ni imel. Lahko si ga pogledamo, da vidimo, kakšen je bil. Kje že imam tole? Aha, tle. Chevalier Demere. Evo ga, tole. To je on, to je Vites Demere. In postavil je vprašanje o igrah na srečo dvema matematikoma, ki jo pa še danes poznamo. In sicer naslednje vprašanje. No, solice bolje.
Spet gre za dve igri na srečo, različni igri na srečo tokrat. In enkrat vržemo kocko 4-krat zaporedoma in zmagamo, če vse enkrat dobimo šestico. Drugo je pa dve pošteni kocki vržemo 24-krat in zmagamo, če vse enkrat dobimo dvojno šestico. In tole vprašanje je Desmarais postavil Blaisu Pascalu in Pierru de Fermaju leta 1654. In ona dva sta v neki izmenjavi pisem ta problem rešila neodvisno eden od drugega in si čestitala, ker sta prišla do istega odgovora. Desmarais je to računal pa na tak način, je rekel, dobro, če eno kocko vržem, dobim šestico z verjetnostjo 1/6. Če vržem 4 kocke, dobim šestico z verjetnostjo 4/6. Če pokrajšam, dobim 2/3. Za drugo igro je rekel, če vržem 2 kocki enkrat, je verjetnost, da dobim dvojno šestico 1/36. Ker v tisti matriki je 36 možnih izidov, meta 2 kock, in samo en izid je ugoden. Tisti 6/6 je ugoden, tako da verjetnost je 1/36. In če to naredimo 24-krat, dobimo 24/36, pokrajšamo, dobimo 2/3. In Desmarais je vedel, da ne en, ne drug odgovor nista pravilna. In tudi vedel je, da sta odgovora za obe igri na srečo različna, ni pa vedel, zakaj. Zdaj, navadno, potem se na predavanjih vedno na koncu reče, v čem se je Chevalier Desmarais zmotil. In zmotil se je v tem, da je sešteval verjetnosti na tak način, kot jih ne smemo seštevati. Rešitev, ki sta jo sproducirala Fermat in Pascal, je naslednja. Če vržemo kocko 4-krat, kaj so vsi možni izidi? Enako kot pri Galilejevem primeru so vse četvorice števil med 1 in 6. Če bi vam dal nalogo, napišite vse možne izide, ko vržete kocko 4-krat, to znamo zdaj narediti. Tudi znamo prešteti, koliko jih je, in je 1296, kar je 6/4. Zdaj mislim, da imam celo program, ki vam jih vse napiše, ampak to ni tako važno. Malo bolj zapleteno je, kaj so vsi možni izidi, če 2 kocki vržemo 24-krat. Tukaj dobimo pa že zelo velike številke in tukaj je tale številka, toliko je možnosti. Ker bi morali napisati vse nize 24 parov, v katerih so številke med 1 in 6. In število bi bilo, morate, za vsak par imate koliko izbir? 36 pa 24 krat zbirate pare, se pravi na 24 korakih imate 36 izbir, to pomeni, da je 36/24 je vseh možnosti, ki jih lahko dobite v 24 metih 2 kock, in tega ne moremo več preštevati na roko. Tukaj bi Galileju pa zmanjkalo časa. Galilejeva rešitev, da vzamemo list papirja, pa vse napišemo na list papirja, ne funkcionira več. In tukaj moramo potem kakšno bolj zvito pot najti, da pridemo do verjetnosti. V ta prvem bi mogoče še lahko preštevali. Zdaj, če gremo pogledati, mislim, da imam tole napisano, sprogramirano. Desmarais. Tukaj vam je napisal vse izide. Ugodnih izidov je pa 671. To se pravi, vseh četvoric, ki vsebuje vsaj eno šestico, je 671. Pa jih znamo prešteti. Tukaj 1296 izidov bi še napisali na roko. Pač neki 2 uri bi trajalo, da bi to vse napisali, pa prešteli, pa preverili. To sem naredil z računalnikom. V tistem drugem primeru smo pa že mrzli.
tukaj pa kakršnokoli preštevanje ne pride v poštev. Imamo pa naslednjo možnost, kako tole rešimo. In sicer to, da na drug način preštejemo ugodne izide. Pa dajmo pogledati ta drugi primer. Dostikrat se izkaže v verjetnosti, da je lažje izračunati verjetnost nasprotnega dogodka, kot verjetnost dogodka samega. In tukaj je nasprotni dogodek, da zmagamo to, da dobimo niz parov, ki ne vsebuje dvojne šestice. In če to znamo prešteti, potem znamo prešteti tudi ostale izide. Vseh izidov je 36 na 24, tole je tale številka, ki sem jo tle gor napisal, malo slabo se vidi tukaj na koncu. Neugodni izidi so pa vsi izidi 24 parov, ki ne vsebujejo dvojne šestice. Kako pa tiste preštejemo? Zdaj, na vsakem koraku, koliko imamo izbir? Nimamo več 36, ampak 35. To se pravi, da na vsakem koraku zdaj izbiramo 35, kar pomeni, da je neugodnih izidov pa 35 na 24. In če od številu vseh izidov odštejemo število neugodnih izidov, dobimo število ugodnih izidov. Tole pa znamo drugače napisati. To je zdaj, zgoraj smo prešteli število ugodnih izidov, delili s številom vseh izidov. Naša intuicija nam pravi, da je privzetek, da so vsi izidi enako verjetni, utemeljen in potem verjetnost tega, da zmagamo v igri na srečo, je potem delež ugodnih izidov. In če to zračunamo, dobimo tole številko. V prvem primeru dobimo to, v drugem primeru dobimo to. Med igrama res obstaja razlika. Odgovor ni 2/3, ampak je zelo daleč od 2/3. Pa še različna odgovora sta. Tako da Pascal in Fermat sta to rešila. Zanimivost tega primera za tiste, ki se ukvarjajo z verjetnostjo, je, da je v tej izmenjavi pisem iz leta 1654 prvič uporabljena beseda neodvisnost, ki je danes sestavni del verjetnosti. V resnici je pa samo na drug način povedan osnovni izrek kombinatorike. Malenko smo ga okrog obrnili, da smo bolj na zvit način prešteli ugodne izide. Še eno stransko vprašanje, ki je tudi po svoje zanimivo. Kako bi ta ulomek izračunali leta 1654? Danes sem jaz to vtipko noter v matematiko, pa sem rekel, daj mi ga na tok in tok decimalk, pa mi ga izračunal. Kako bi to naredili leta 1654? Niti Vegovih logaritemskih tablic še ni bilo. Tako da to zračunati takrat je bil še kar podvig. Vem, da je takrat so obstajale logaritemske tablice, ki jih je zračunal nek švicarski urar, ki se je pisal Jost Bürgli. Ampak jih ni hotel objaviti. Potem se je Kepler jezil nanj, da je mečkač in skrivač, da je novorojenega otroka pustil umreti, namesto da bi ga vzgojil vsem v dobro vseh nas. Takole, dajmo iti zdaj na naslednji paradoks. Mogoče nauk tega primera. Če želimo verjetnosti prav zračunati, moramo prav znati preštevati. To je sklep tega in če ne znamo prav preštevati, bomo zabredli v paradokse, tako kot vidite zdaj mere. Spet bi se lahko vrnili pa vprašali, razlika med tema dvema verjetnostima ni zelo velika. Še manjša kot tista razlika, ki smo jo imeli prej. In spet je vprašanje, kako dolgo bi morali igrati, da bi s kakršnokoli mero zanesljivosti opazili, da obstaja razlika med dvema igrama. Če vam dam v roke dva kovanca, pa rečem, eden od njiju ima tole verjetnost za grb, eden od njiju ima pa tole verjetnost za grb, pa mi vi povejte, kjer je kjer. Pa bi rekli, dobro, bom začel pač frcati, ampak kdaj bom ugotovil, kjer je kjer? Takole, gremo zdaj naprej.
malce bolj v sodobno, tukaj je sicer napakica, tle bi morala biti 8K. Joseph Bertrand je bil nek francoski fizik, ki se je kot eden od zgodnjih fizikov se je ukvarjal z tem, da je v fiziko vpeljal verjetnost. Danes fiziki ogromno zračunajo z verjetnostjo in formuliral je pa tole na tak način. Je rekel, da imamo 3 kovance v škatli. Eden je zlat na obeh straneh, eden je srebrn na obeh straneh, eden je pa na eni strani srebrn, pa na eni strani zlat. In potem jaz naključno izberem en kovanc, pa naključno izberem eno stran kovanca, pa rečem, da je tista stran kovanca zlata. Pa vas vprašam, kakšno je vaše mnenje o verjetnosti, da je druga stran tudi zlata? In tako ponuja se odgovor, če ne pomislimo hitro, se ponuja odgovor 1/2, ker vi rečete, če je ta druga stran je lahko zlata ali srebrna, imamo 2 možnosti in zaradi simetrije je verjetnost enaka. Pa se dajmo igrati. Gremo malce računalnik pognati, pa bom rekel Bertrand. Pa bomo poskus ponovili, se pravi, če je naša intuicija o verjetnosti to, da nek eksperiment zelo dostikrat ponavljamo, bom naredil to, da bom izbiral kovanc, potem bom izbiral stran, iz vseh teh številnih izbir bom pobral tiste, kjer sem dobil na tisti strani, ki sem jo gledal zlat kovanc, pa bom pogledal, koliko je na drugi strani delež primerov, ko je bila tudi druga stran kovanca zlata. In kolikokrat smo ponoviti poskus, recimo 10.000-krat, rečemo 10.000. Verjetnost, da je tudi drugi kovanc zlat je tale. A nas ta številka na kaj spominja? 0,66, pa še manj. Nas spominja ta številka na neko drugo številko, ki rečemo 2/3. In seveda je to pravi odgovor. Zdaj, kar sem delal, še enkrat je to. Iz te škatle sem naključno izbral kovanc, potem sem ga vrgel, pa sem dobil pač neko stran kovanca, potem sem iz vseh teh ponovitev zbral tiste, kjer sem dobil zlato stran kovanca, pa pogledal, v kakšnem deležu od teh primerov je bila druga stran kovanca zlata. In 2/3 je odgovor. Zdaj se moramo vprašati, pa zakaj. Kaj smo pozabili? Pozabili smo to, kar je naredil Galilej. Nismo napisali v celoti vse, kar se nam pri tem eksperimentu lahko zgodi. Tale primer že cika na nekaj, čemur kasneje rečemo pogojna verjetnost. In to je način, da v verjetnosti vpeljemo dodatno informacijo. Če jaz izberem en kovanc, ga frcnem, pa rečem, stran, ki sem jo dobil, je zlata, sem vam dal o izbranem kovancu neko parcialno informacijo. Vi ne veste točno, kateri kovanc sem izbral, ampak neko informacijo sem vam dal. Če se spomnimo na Galileja, smo rekli to, da ko razmišljamo o verjetnosti, moramo navesti vse možne izide. In to velja tudi tukaj. Prav bomo rešili tale paradoks, ki ga v resnici ni, če bomo prav navedli, kaj vse se nam lahko zgodi. Ko naključno izberemo kovanc, pa ga frcnemo. In potem bomo interpretirali to dodatno informacijo kot zožitev spiska vseh možnosti. Ko imamo enkrat vseh možnosti, pa vam jaz rečem, en kovanc mi kaže pa zlato stran. Sem vam dal neko dodatno informacijo, ampak tole dodatno informacijo bomo interpretirali kot to, da sem rekel, zdaj pa ne pridejo v poštev več vsi možni izidi, ampak samo ena podnožica z teh možnih izidov. S tem se matematično formalizira
tale pojem dodatne informacije. In če sem vam to dodatno informacijo dal, da dejanski izid je iz neke podmnožice vseh možnih izidov, v tem primeru zaradi simetričnosti še vedno lahko verjamemo, da so vsi izidi v tisti podmnožici še vedno enako verjetni. Potem lahko pa znotraj te manjše množice računamo deleže ugodnih izidov in bomo dobili ta prave verjetnosti, ta prave pogojne verjetnosti. In jaz predlagam tole kot spisek vseh možnih izidov. Kaj se lahko zgodi, ko vi izbirate kovanc pa ga frcnete? Lahko dobite prvi kovanc pa kaže eno stran, pa prvi kovanc pa stane drugo stran. To je prva možnost. Drugi kaže prvo stran ali pa drugo stran, pa tretji kaže prvo stran ali pa drugo stran. To so možni izidi eksperimenta. Naključno izberemo kovanc, pa ga frcnemo, pa dobimo eno stran kovanca. In tale ta drugi pač kaže, katero stran vidimo, ali eno ali drugo. Obe moramo šteti, ker sta obe enako verjetni, vsaj kot smo formulirali problem. In zdaj imamo spisek vseh možnih izidov, vsi so enako verjetni. Zdaj vam pa rečem, ko sem izbral kovanc, sem ga frcnil in dobil zlato stran. Katere izide sem izključil? Tele tri. Te sem izključil. Tretji kovanc ima obe strani srebrni, tako da tretjega kovanca nisem mogel dobiti. Enega od teh pa tudi lahko izključim, ker vem, da sem izbral kovanc, ga frcnil, pa dobil zlato stran kovanca. Se pravi, da izid, ko izberem kovanc, ga frcnem, pa dobim srebrno stran kovanca, lahko izključim. Se pravi, dodatna informacija pomeni, tele tri sem prečrtal. In zdaj, ko to imamo, nam ostanejo trije. Ampak od teh treh, koliko jih bo imelo zlato stran na drugi strani? Ta dva. Se pravi, da od treh možnih izidov, ki zdaj pridejo z dodatno informacijo v poštev, sta dva taka, ki nam pokažete tudi drugo stran zlato. Zato je verjetnost potem 2/3, kot smo videli tudi iz simulacije. To je še en sicer preprost paradoks, ampak paradoks, ki nas spomni na to, da je treba pri teh računanih verjetnosti vedno napisati vse možnosti. In vseh možnosti je 6, zato ker vsak kovanc ima 2 strani. In ko vse enkrat napišemo in ko interpretiramo tole dodatno informacijo kot to, da sem vam zožil prostor vseh možnih izidov na neko podmnožico in znotraj tiste podmnožice potem računamo verjetnosti, dobimo tudi ta prave odgovore. Takole, še eden. No, to je zdaj še enkrat povzetek tega, kar sem že povedal, da moramo interpretirati vedno dodatno informacijo v tem smislu, da zoži spisek vseh možnih izidov, verjetnosti so pa proporcionalne prejšnjim. In s tem potem dobimo tudi prave odgovore na vprašanja o tem, kakšne so pa zdaj naše verjetnosti pod temi novimi pogoji. Takole, še enega, ki je spet istega tipa. Tukaj je spet en paradoks, ki na prvi pogled zgleda paradoks, pa v resnici ni. Reče se mu jetniški paradoks, pa vam dam eno minuto, da si preberete, potem bomo pa poskušali ugotoviti, kaj nam manjka.
Kaj mislite? Kdo ima prav? Oziroma, lahko govorimo o tem, kdo ima prav. Dam vam en namig. Recimo, da stražar res ne mara jesnika C. In če bo le mogel, bo rekel C. Potem A vpraša stražarja, kdo od ostalih dveh bo usmrčen, pa stražar reče B. Kaj to pomeni? Da C ne bo usmrčen, ker če bi bil C tisti, bi ga stražar povedal, ker ga ne mara. To se pravi, da če je stražar rekel B, pa vemo, kakšne so stražarjeve izbire, potem za A zgleda zelo mračno. In to zgleda paradoksalno. Obe izjavi zgledata prav. Ampak v čemer je problem, je tisto, kar sem rekel na začetku, da mi v svoji glavi na nek naraven način interpoliramo tisto, kar manjka. In tukaj ni nobene informacije o tem, kako se bo odločal stražar, če bo imel izbiro odločanja. O tem načinu izbire stražarja ne vemo ničesar. Pa dajmo iti po običajni Galilejevi poti, pa poskusimo napisati vse možne izide. Pa bomo videli, kje tiči zajec. In jaz bi kot listo vseh možnih izidov rekel tole, da imam 4 možne izide, to, da bosta A in B usmrčena, to, da bosta AC usmrčena, da bosta BC. Ta druga črka za to pregrado pomeni pa, kaj bo rekel stražar. In v tem prvem primeru stražar nima izbire. A ne bo rekel, ker A ga sprašuje, in ker ve, da bo B, ta drugi usmrčen, bo rekel samo B. Tukaj je edina možnost to. Enak razmislek velja tukaj, če bosta pa usmrčena B pa C, pa stražar ima izbiro. Lahko reče B, lahko reče C. In zdaj, kar vemo iz navedb naloge, je to. Ta izid ima verjetnost 1/3, ker bo samodržec tukaj izbral C. Verjetnost, da izbere C, ker izbira nepristransko in z enako verjetnostjo 1/3. Ta izid ima verjetnost 1/3. Ta dva skupaj imata pa verjetnost 1/3, zato ker vse verjetnosti se morajo skupaj sešteti v 1. Ampak iz besedila naloge ni nikjer razvidno, kako tisto 1/3 razdelimo med ta dva zadnja izida. Ni nobene informacije o tem. In v tem grmu tiči zajec. Manjkajoča informacija vodi potem do tega, da dve izjavi zgledata pravilni, v resnici pa nista. In ko gremo pa potem po običajni poti, tukaj bom že malce bolj matematično povedal, v resnici govorimo o pogojnih verjetnostih v smislu definicije, ki je tukaj napisana, tale problem cika na pogojno verjetnost. In zdaj mi se sprašujemo tole, recimo, kakšna je verjetnost, da A preživi, če bo stražar rekel B. In zdaj pogojna verjetnost je definirana na tak način, to bo tista verjetnost, ki jo iščemo, ampak prej sem naredil še to, da ker ne vem, kako je, če gremo nazaj, ne vem, kako je verjetnost porazdeljena med ta dva izida, vem samo, da se mora sešteti v 1/3, bom jaz tole porazdelil z nekim neznanim x-om, kjer je x neko število med nič in 1. Se pravi, enemu bom dal delež x, ta drugemu bom dal delež 1 minus x in ko to noter ustavite, A presek B je dogodek, da A preživi, stražar reče B. Vemo, da ta verjetnost je x/3 po tistem, kar je bilo na prejšnji strani, pa vemo, da verjetnost, da stražar reče B, je pa tole. In ko zračunate, dobite ta odgovor. In ta odgovor je odvisen od x-a. In ko x teče od 0 do 1, se tale verjetnost spreminja od 0 do 1/2. In zgodi se tole. Recimo, da se stražar odloči tako, da če ima na izbiro B pa C, da bo frc na kovanc
ki ima verjetnost 1/2 za grb in za številko. Če bo grb, bo rekel B, če bo številka, bo rekel C. V tem primeru dobite 1/2, deljeno z 1 plus 1/2 je 1/3. Se pravi, da s to novo informacijo je verjetnost preživetja še vedno taka, kot je bila prej. 1/3. V tem primeru ima APRO, bo rekel, to, da je A rekel stražarju, nisi mi dal nobene nove informacije o moje verjetnosti preživetja, ni se spremenila, če jo updatam, je taka, kot je bila prej. V drugih primerih pa A nima nikoli prav. A ima stražar prav v kakšnem primeru? Ima samo v enem primeru in v tem skrajnem primeru, ko je x1. In to je tisti primer, ko bo stražar rekel C, če bo le mogel. V tem primeru je pa res verjetnost 1/2 in v tem primeru ima stražar prav. V vseh ostalih primerih pa ne eden ne drugi nimata prav. Tako da to se potem razreši, ko stvari prav formuliramo, ko prav porazdelimo verjetnosti in izvor tega preprostega paradoksa je enostavno v tem, da nekaj manjka. In ko tisto dopolnimo, tisto, kar manjka, dopolnimo na različne načine, dobimo različne odgovore. In to zgleda paradoksalno, v resnici pa ni, ker sklepamo na podlagi različnih predpostavk. Takole, gremo še enega. Zdaj, tega bom šel zelo hitro skozi, ker je v resnici enak Bertrandovemu paradoksu in ga vsi poznate. To je znan paradoks, pred kakšnimi 10 leti so vsi govorili o tem tako imenovanem Monty Hallovem paradoksu, ki je pa v resnici spet paradoks, ki izgleda paradoksalno iz zelo preprostega razloga, ki ga bom samo navedel, pa bomo šli potem naprej na paradokse, da še kakšnega malo drugačnega povemo. In sicer je ta, vi v tem paradoksu imate tole možnost, da ko vam tale televizijski voditelj odpre na vrata, se lahko odločite, da se premislite, pa greste na edina še neodprta vrata ali pa ne. In zdaj, preden govorimo o kakršnihkoli verjetnostih, moramo povedati točen algoritem, kaj bomo naredili. Ne more biti tako, da se bomo odločili tako, ko nas bo takrat piknilo. Mi moramo imeti točno povedano, kaj je strategija, potem lahko govorimo o verjetnostih pri tisti strategiji. In če vam povem primeri strategij so ti. Lahko rečete, nikoli ne bom spremenil moje prvotne odločitve. To je ena možna strategija. Druga možna strategija je, vedno bom spremenil svojo prvotno odločitev. Tretja strategija bi lahko bila, vrgel bom kovanc, če bo grb, ne bom spremenil svoje prvotne odločitve, če bo številka, pa bom spremenil svojo prvotno odločitev. To je tudi ena strategija, ampak vi morate vnaprej reči, točno, kaj boste naredili. Tisto točno, kaj boste naredili, lahko vključuje tudi še naključnost. Ampak algoritem odločanja mora biti jasen. Tako da ne boste rekli, aha, zdaj pa jaz, kakor me bo piknilo, bom naredil. Ne, točno morate povedati, kako se boste postopek odločanja. In zdaj, če gremo pogledati, kako to deluje, je tole. Vi imate 3 vrata, potem televizijski voditelji za ena vrata postavijo nagrado. Takrat vem, v izvorni obliki je bil to nek Porsche. Za enimi vrati je bila koza, za enimi vrati ni bilo pa nič. In potem vi ste lahko naključno izbrali vrata, ali pa izbrali vrata, potem vam je televizijski voditelj odprl ta druga vrata, za katerimi ni bilo Porscheja. Zdaj, tista, ki ste jih prvotno izbrali, ostanejo zaprta. Ena, ki so prazna, ki imajo kozo ali pa nič, so odprta. Se pravi, da vi zdaj izbirate med 2 vrati. In a izberete tiste, ki ste jih prvotno izbrali, ali izberete tiste, izberete tista vrata, ki ste jih prvotno izbrali, ali preklopite. Ali še kaj tretjega.
In rešitev je izjemno preprosta, če privzamemo, da tista vrata, za katerim je koza ali avto, da so naključno izbrana in da potem, ko televizijski voditelj odpira vrata, če ima dvoje vrat na razpolago za odpreti, da se bo tudi odločil, tako da bo vrgel kovanec. Tudi tega ne vemo. Mi ne vemo, kaj bo naredil televizijski voditelj, če bo imel dvoje vrat na razpolago. Potem smo nazaj na paradoksu, ki smo ga prej gledali, ker je manjkajoča informacija. Recimo, da vi veste, da bo televizijski voditelj odprl najbolj leva možna vrata. Potem jih pa ne odpre. Potem pa čist levih vrat ne odpre. Kaj to pomeni? Jasno. To se pravi, da to, kako izbira vrata, ima svoj pomen. Ampak recimo, da frcne kovanec pa si izbere vrata glede na grb številka. In če vi vedno se odločite, da boste preklopili, je odgovor zelo enostaven. Nagrado boste dobili, če in samo če boste na prvem koraku izbrali napačna vrata. Ker potem, če izberete napačna vrata, bo televizijski voditelj odprl druga prazna vrata, vi preklopite na edina še vrata, ki pridejo v poštev, za katerimi je nagrada. To se pravi, da imate verjetnost, da dobite nagrado 2/3, ker je verjetnost, da izberete napačna vrata 2/3. Če se odločite, da nikoli ne preklopite, je vaša verjetnost, da dobite nagrado 1/3. Če pa kovanec mečete, ste pa nekje na sredi in tukaj so potem končne verjetnosti. Zdaj mislim, da sem jih nekje zračunal. Je pa 1/2. Tako da na sredi med 1/3 in 2/3 dobite potem odgovor. In spet, če hočemo to rešiti po vseh pravilih verjetnosti, moramo napisati spisek vseh možnih izidov in dodeliti verjetnosti in potem v skladu s tem računati. Ampak razrešitev vsaj v tem preprostem primeru, ko ne vpletamo odločitev televizijskega voditelja, ampak je tista njegova odločitev res naključna, je rešitev zelo preprosta. Takole. Zdaj, dajmo še enega si pogledati. Mogoče gremo mimo te martingalske strategije, pa se bomo potem vrnili. Ta se mi zdi tudi eden od zanimivih paradoksov, ki malce spada noter v te primere, kjer imamo nepopolno informacijo. In izgleda pa tako nedolžno besedilo. Besedilo je na to nedolžno. Imamo krožnico, naključno si izberemo neko tetivo v tej krožnici in potem narišemo nad to tetivo enakostranični trikotnik, pa se vprašamo, a bo vsebovan noter v krogu. Zdaj, lahko se gremo malce igrati, pa vam pokažem, kako to izgleda, kaj vas v resnici sprašujem. Da ga vidim, Galilej, bankrot, Martifiumas, trikotnik. Evo, trikotnik. Evo, lahko si izberem tetivo, zdaj tle A pa B sta krajišči tetive, tukaj sem izbral, pa sem dobil trikotnik, ki ni vsebovan v krogu. Lahko ta eksperiment ponovim. Tukaj sem izbral tetivo, sem dobil trikotnik v krogu, lahko tole ponavljam. Cek, 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 cek. In kaj mislite, kakšna je verjetnost? Oziroma, a smo, lahko vam povem tole, da odgovori so različni. Recimo, lahko dobimo odgovor 1/2, lahko dobimo odgovor 1/4, lahko dobimo odgovor 2/3, pa vsi so prav. Zgleda paradoksalno. Kaj mislite, kje se skriva problem?
česa vam nisem povedal? Oziroma, česa vam besedilo naloge ne pove? Jaz rečem, naključno bom izbral tetivo. Kaj točno to pomeni? Izmed verjetno se razumemo tako, da imamo neke objekte v neki veliki vreči, pa jih izberemo naključno iz tiste vreče. Zdaj, če vam rečem, naključno izberi tetivo na krožnici, kako bi jo zbrali? Kaj bi naredili? Ali pa reče, napiš program, ki ti bo zbral tetivo na krožnici. Ja, 2 točki, kako? Recimo dolžino lahko zberemo, ampak obstaja več različnih načinov, kako izberemo naključno točko. Jaz lahko rečem, dobro, razvijem krog, recimo, da je polmer 1. Potem je dolžina, obseg kroga je potem 2pi in rečem, na intervalu od 0 do 2pi izberem naključno točko, enakomerno, pa to nanesem na krožnici kot kot in tam, kjer pač tisti kot je, tisto točko bom izbral kot prvo, pa še enkrat izberem ta drugo točko kot drugo. To je ena možnost. Se pravi, da, ampak to ni edina možnost. Lahko rečem tako, izbral bom točko v notranjosti krožnice, notranjosti kroga in bom vzel tisto točko kot sredino tetive. To je tudi možno. Se pravi, to je druga možna izbira. Lahko pa rečem tako, narisal bom polmer, naključno nekje bom izbral, narisal polmer, potem bom pa na tem polmeru, ki je dolg 1, naključno izbral točko, pa bom rekel, to je središče moje tetive. To je tudi možnost. In te 3 možnosti so vse popolnoma legitimne. Zdaj lahko jih zaprogramiramo. In vse 3 možnosti dajo različne odgovore na vprašanje, ali bo trikotnik vsebovan znotraj kroga ali ne. Se pravi, tukaj paradoks izhaja iz tega, da mi preveč lahkotno razumemo ta stavek izberi naključno tetivo. To je nedefiniran pojem. Če hočete imeti dober odgovor oziroma ta pravo vprašanje, morate reči, tetivo bom izbral na tak in tak in tak način. Ko enkrat to rečete, paradoks izgine, ker smo povedali, kaj v resnici pomeni izbrati tetivo v krogu. Takole, no zdaj, jaz imam še en paradoks, sem sicer prišel na konc, ampak mogoče na hitro ga še vedno lahko pogledamo, ki je malo drugačne narave. Prosim. Niste tudi povedali, kako se trikotnik riše? To sem rekel, da mogoče res nisem bil jasen. Vam bom takoj povedal. Vi rečete, tako da lahko bi jo tudi na zunanjo stran narisali. In vedno tako izberemo, da se pomikamo proti središču. To je tudi del polne formulacije tega problema. Tako da narišemo središče, tele tetive, narišemo središče, ki gre skozi izhodišče. Povežemo, pa na tisti strani narišemo trikotnik. Takole še tale, ki ga pa tudi sem že povedal. Gre pa za martingalsko strategijo pri ruleti. Vsi vemo, kako se igra ruleto, pa si izberemo eno preprosto igro, da vedno stavimo na rdeče. To pomeni, da rečemo, da stavimo 1 evro, potem se zavrti ruleta in če kroglica pristane na rdeči številki, potem dobimo stavo nazaj pa še 1 evro, tako da smo 1 evro na boljšem. Če smo stavili 2 evra, smo 2 evra na boljšem in tako naprej. In ena od strategij, ki je že neki stoletji v obtoku, je martingalska strategija, ki pravi to, da vi začnete igrati ruleto. Možnost, da zmagate v vsaki igri je 18,37, ker je 18 od 37 številk. In potem vsakič, ko ponovno stavite,
podvojite stavo. To se pravi, podvajate stavo in kar se zgodi je tole. Ne? Recimo, da se bi rdeča številka pojavila v 6. igri rulete. Potem ste stavili 1 plus 2 plus 2 na 4. 5krat ste stavili. V 6. se je pojavila pa rdeča številka. In zdaj skupni seštevek vaših stav je 31, ker ste pa na zadnjič stavili 2 na 4, dobite 2 na 4 nazaj, pa še 2 na 4. To se pravi, v skupnem seštevku ste dobili 32 nazaj, potem, ko ste 31 potrošili. In to seveda velja tudi v splošnem, zaradi tega, ker celotna stava je 2 na n, to pa podvojite, to se pravi, da dobite 2 na n nazaj, 2 na n minus 1 ste pa stavili, to se pravi, da 1 na boljšem ste. In to strategijo se prodaja kot strategijo, ki vam z verjetnostjo 1 omogoči, da počasi pridobivate. Res počasi, 1 po 1. Ampak, poglejmo tole. Matematična teorija pa pravi, da je ni strategije, ki bi vam dala dobiček z pozitivno verjetnostjo. Je ni. Vsaj pod temi predpostavkami, da je ruleta ta prava, idealna in da so igre med sabo neodvisne. To se v 3. letniku študija matematike da na eni tabli dokazati, da je ni strategije, ki bi vam omogočala, da bi z ruleto pridobili vsaj v smislu pričakovane vrednosti ali povprečja, da je pa s to martingalsko strategijo nekaj zelo narobe, lahko pa tle preberete. Vam dam čas, da si preberete. On sicer govori o kartah, ampak osnovna zamisel je ista. Zdaj, kaj se je zgodilo, je jasno. Kaj smo pozabili upoštevati? Na eni strani zgleda, da bi s to strategijo lahko pridobivali. Na drugi strani nam pa matematična teorija pravi, da pridobivati ne moremo. In kje mislite, da je napaka? Napaka je v tem, kar to napako v resnici vsak dan delamo vsi, da podcenjujemo moč eksponentne funkcije. Eksponentna funkcija je hudo močna. In zdaj, da vam pokažem, kaj se zgodi, je tole. Najprej se vprašajmo tole. Samo je brez tega. Te trikotnike. Najprej se moramo vprašati to, kako sploh presojamo neko strategijo igranja rulete. Zdaj, presoja bi bila taka, ne? Če jaz vkorakam v igralnico, pa igram tole strategijo, se bo po tok in tok igrah nekaj zgodilo. Če vkoraka nekdo drug, pa igra isto strategijo, se bo po tok in tok korakih tudi nekaj zgodilo. In če to ponavljam, je to ponavljanje eksperimenta. Vkorakanje v igralnico in igranje martingalske strategije je eksperiment, ki ga načeloma lahko ponavljamo. In jaz sem zaprogramiral, da igralci vkorakajo en za drugim v igralnico in igrajo martingalsko strategijo do bridkega konca. Recimo, da zgubijo, pa da še vedno nekaj malega denarja ostane, potem še vedno podvajajo, dokler gre. To se pravi, igrajo do bridkega konca, dokler še imajo kaj denarja. In recimo, da če vkorakajo z 100 evri, potem lahko podvajajo do 64,
pa če to zgubijo, jim ostane 36, pa s 36 ponovno začnejo in podvajajo. Zdaj lahko grejo samo podvajanje do 32, če zgubijo, jim spet nekaj ostane, pa spet podvajajo, dokler gre. Tako da so igralci, kot jim rečemo, die hard igralci, da ne odnehajo nikakor. In zdaj gremo zaigrati tole strategijo, Mart. Imamo kakšno zgornjo mejo za to? Ja, zgornje meje bom uprogramiral. Recimo, da igrajo, podvajajo do največ 1000 iger. Ker realno je tako iz svetovalnega dela za te igralniške hiše vem, da v najboljših primerih dobite 500 iger na večer. Če bi pustili igranje do 10.000 iger, bi to trajalo 20 dni. Tega en sam igralec nikoli ne zdrži. Tako da sem vdelal noter neko mejo, ampak iz tega bomo že dobili občutek, kolikrat bomo ponavljali, koliko igralcev bo ukorakalo. Recimo, dajmo 1000 za začetek ali pa 10.000. Maksimalno število iger omejimo na 1000 recimo. Začetno stanje, dajmo mu 100 evrov. In zdaj ti igralci igrajo, 10.000 igralcev bo ukorakalo. To sicer bo malce trajalo, da pridemo do konca, ampak je pa zanimivo videti, kaj se zgodi na koncu. Vsak od teh igralcev bo igral največ 1000 iger. Če bo prej bankrotiral, bo pač šel domov, ker nima več denarja za igrati. In vsak na koncu bo imel nek dobiček, ki je lahko tudi negativen, kar potem interpretiramo kot izgubo. In na koncu bomo pogledali, kaj se bo zgodilo in kako bi ocenili, kako dobra je tale strategija. Na podlagi česa bi sklepali, ali je ta prava ali ni ta prava. Tako dajmo počakati do konca, pa si bomo številke pogledali in bomo vedeli. Smo že blizu, smo že blizu. Tako zdaj, ko čakamo, vam dam tako za zabavo eno vprašanje, ki ga lahko sami preizkusite na študentih ali dijakih. Recimo, da vsakemu od vas dam list papirja, pa rečem, napišite mi zaporedje 100 metov kovanca. In lahko vam skoraj z gotovostjo povem, da bom vedno razločil, ali so res meti kovanca ali je to napisal človek. 99% vam zagotavljam, da bom to dvoje vedel. Kaj mislite, po čem? To vprašanje postavljam, ker ima malce zveze z tole martingalsko strategijo. Človek brez kovanca, samo svinčnik, pa vi napišete kot človek grb, številka, grb, bla, 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 do konca. Mogoče pozorce delamo. Vzorec je precej velik, to se pravi, da 100 pol bi, ja, to bi nas v resnici zapeljalo, da bi želeli uravnotežiti število grbov in številk. In kar se zgodi, je to, da če dejansko vržete kovanc, z verjetnostjo skoraj 99% dobite niz 7 grbov ali pa 7 številk. In človek tega ne bi skoraj nikoli napisal. Če bi vi na papir pisali zaporedje metov kovanca, vam zagotavljam, da ne bi napisali 7 grbov ali pa 7 številk za povrstjo. Ampak to se zgodi skoraj gotovo. In potem vsakega lahko dobimo. Tako da to. In zdaj, če pogledamo končni dobiček vseh teh igralcev, to je zdaj 10.000 končnih dobičkov. 10.000 igralcev je za 100 evri ukorakalo in igralo martingalsko strategijo, za katero je že Casanova vedel, da ne deluje. In to so njihovi končni izidi. -100 pomeni, da so bankrotirali in odšli.
Med njimi se pa najde take, ki so nekaj dobili. Lahko pogledamo maksimalno, recimo max, končni dobiček, 537 je tisti, ki je največ pridobil. No, ni, da bi dol padli, ampak nekaj je. Kako pa zdaj ugotovimo, da tale strategija ne deluje? Nekaj jih je le bilo takih, ki so nekaj priigrali. Nekaj malega, nekaj je bilo pa takih, ki so vse zgubili, nekateri so zgubili malo manj, ampak na koncu moramo presoditi, ali strategija funkcionira ali ne. Kaj je merilo? Povprečje. Povprečje. Koliko so v povprečju dobili? To nam bo povedalo. Kaj pričakujete? Nič bi bilo malo preveč nevarno, ker igralnice, v resnici konkretno igralnice ne dopuščajo, da bi kdo igral to strategijo, že iz tega razloga, ker so večinoma stave navzgor omejene. In vi, ko stavite, zadenete na to zgornjo mejo višine stav zelo hitro. Ker če podvajate, imate opravka z eksponentno funkcijo, vam bo šla gor in nize zaporednih črnih številk ne dobite s tako majhno verjetnostjo. Pa dajmo zračunati povprečje končnih dobičkov. Evo, minus 42. To je, se pravi, v povprečju, če igrate martingalsko strategijo, od svojih 100 evrov jih 42 pustite v povprečju igralni hiši. Zdaj pa lahko rečeš, kaj pa, če imaš zelo denarja na začetku? Karkoli boste počeli na koncu, boste dobili negativen rezultat. Zato, ker boste, tudi če imate zelo dosti denarja, tudi če lahko zelo hitro podvajate, je verjetnost to, da dobite dovolj dolg niz črnih številk ali pa zelenih številk, je le dovolj velika, da vas bo na koncu pokopala. Tako da ni paradoksa, vse je v skladu z matematično teorijo. Edino, kar smo pozabili upoštevati, je, da vsi, ki vkorakamo v igralnico, to naredimo s končno mnogo denarja. Potem včasih pade vprašanje, kaj pa, če bi igrali z neskončno mnogo denarja? Potem je pa odgovor na to, kakšen bi bil užitek, če že imamo neskončno mnogo denarja. Tako, hvala, tle bom zaključil za danes. Hvala lepa. Hvala za to zanimivo in tesno predavanje. Imaš še kako vprašanje? Prosim. Klavčič Marja, mene zanima se nekaj očitok, da je večja verjetnost, da če gledamo vesolje, da nekaj obstaja, kakor da ne obstaja. Kaj je to bil kakšen matematični izračun, ali je ta filozof to rekel? To po moje bolj spada v domeno filozofije, ker matematiki morajo imeti svoje aksiome in predpostavke, iz katerih potem izpeljujejo. In tukaj je vprašanje, kakšne bi postavil. Fiziki se malo ukvarjajo s tem, da računajo verjetnosti, da nek delec obstaja oziroma ne obstaja, neko stanje obstaja oziroma ne obstaja. Ne vem dobrega odgovora. Po moji kmečki pameti je bolj verjetno, da ne obstaja nič, kakor da nekaj obstaja. Za nekaj obstaja mora biti neki pogoj, ne vem. Kot rečeno, ne znam vam dobro odgovoriti. Ne vem, če kdo drug zna. Hvala. Prosim. Jaz imam še eno vprašanje v zvezi z vprašanjem, ki ste nam ga prej med predavanjem zastavili. Pa ne vem, če nam boste zaupali odgovor, no, ampak vseeno bi vprašal, če imamo dva kovanca z različnima verjetnostma za grb, kolikokrat moramo ponoviti poskus, da uspemo razločiti kovanca med seboj? Se da na hitro kakšen odgovor podati? Da se na hitro odgovor podati in
Edino, kar morate mi prej povedati, s kakšno sigurnostjo. Ker vi boste na koncu dali neko izjavo, ki je lahko pravilna ali pa nepravilna. In vi hočete, da bi bila izjava pravilna z tako in tako verjetnostjo, recimo 99%. In kar se mora potem zgoditi, recimo, če je kovanc, pa vzemimo en preprost primer, dam vam kovanc pa rečemo, povejte mi, ali je verjetnost recimo 1/2 ali kot prej, recimo ena možnost je 0,49, druga možnost je pa 0,50. In kar se mora zgoditi, mora biti to, da je 0,5 pa 1 minus 0,5 pa koren iz tega, pa deljeno s korenom iz n metov, mora biti manjši od 2,34. Kje pa nastopa 0,49 v tej formuli? Zdaj to sem jaz aproksimiral, z 0,5. Če vi izračunate tale ulomek z 0,49 ali pa 0,5, je približno isto. Ni velike razlike. Tako da to je približna ocena. Če imamo dve zelo različne verjetnosti, pa še vedno ta metoda deluje? Potem se morate malo bolj potruditi. Je malce bolj zapleteno, ampak ne. Če ste dovolj blizu, je pa to... Če ste dovolj blizu, je pa to približno. To je bilo zdaj treba kvadrirati, pa zračunati. Kvadrirati pa zračunati, zdaj, če sem jaz to prav naredil, 2,36. Tisti koren zgoraj je kar 0,5, ne? Samo nisem čisto dobro naredil. Mislim, da nisem dobro premislil, ker dobimo dosti premajhen vzorec. Tako mora biti, da če mi ocenjujemo to verjetnost, bo to natančnost ocene in to mora biti, če hočemo, da tisto 0,01, tisto verjetnost, s kakšno verjetnostjo se zmotimo, moramo noter pripeljati. Se pravi, to mora biti potem enako 0,01 deljeno z 2,34. Takole. No in to pride potem pa precej velika številka. Lahko cel postopek enkrat povem. S tem se boste, če to naredite, boste z verjetnostjo 99% povedali ta pravi kovanc. In zdaj lahko gremo zračunati, vse imamo. 2,36, se pravi, iz tega bi dobili, da je n je 2,34 deljeno z 0,01, pa pol, če okrog obrnemo, je še tale, 0,5 krat 1 minus 0,5, pa vse to skupaj na kvadrat, pa dajmo to zračunati. Dva cela 34 krat deljeno z na angleško tipkovnico preklopiti. Deljeno z 0,01 pa krat 0,5, pa tole, pa zaklepaj pa tole na kvadrat. Še kar. Se pravi, tole je 2,1 krat 10 na 5. 220 tisočkrat bi morali več, da bi tole razločili. Tako da Demere je moral zelo igrati tisto igrco, da je vedel, oziroma njegovi so mišljeniki, da je vedel, da obstaja razlika.
s kakršnokoli. 200 000krat igrati tisto igrico ni tako malo. Kaj smo tukaj dobili to številko 2,4? To je iz tabele za standardizirano normalno porazdelitev. Iz centralnega limitnega izreka pride tale številka. Vprašanje, kaj ni več, tako da še enkrat hvala.